Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate pogovorno omizje o mladih, spominska slovesnost in spominska akademija ob 81. obletnici padca Pohorskega bataljona. 21 let od smrti doktorja Jožeta Pučnika. Na Zgornji Ložnici obeležili krajevni praznik. Policija na treh kraljih o varnosti na smučiščih. Literarni večer z Nino Osenar-Kontrec. Odbojkarice Bistrice izgubile proti drugi ekipi Nove KBM. Mladinski svet Slovenska Bistrica je v četrtek 4. januarja v Slomškovem domu izvedel svoj prvi dogodek, pogovorno omizje z naslovom Mladi danes in jutri. Udeleženci so razpravljali o položaju mladih v državi in občini Slovenska Bistrica. Častni gostje prireditve so bili poslanka Državnega zbora magistrica Karmen Furman, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in bivši predsednik države Borut Pahor, ki je predstavil tudi svojo knjigo Zmaga je začetek. Gospod Pahor, v današnji razpravi smo slišali marsikaj zanimivega o položaju mladih v družbi. Tudi vaša knjiga Zmaga je začetek je namenjena predvsem mladim. Kaj torej želite sporočiti s svojo knjigo? Da ne bodo pogumni in vztrajni, najprej in predvsem. Ko opazujemo uspešni ljudi, se sprašujemo, je to stvar talenta, gotovo. Vsak uspešen ima talent. A ima znanje, gotovo. Brez znanja ni nič. Ampak brez vztrajnosti in brez poguma, to sta pa dve privzgojeni vrednoti. To ni stvar talenta, ki je dan. Ampak to je privzgojeno. To si lahko naučimo. Če imamo to moč, da smo pogumni in to vztrajnost, lahko marsikaj dosežemo. In to mora mlad človek vedeti, če želi dosegati cilje. Če ne, če ima samo cilje, neko vizijo, potem prvi problemi ga hitro ustavijo in se umakne. Treba vztrajati, če verjameš, če te srce pelje po tej poti. Na prizorišču poslednjega boja Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici je v soboto 6. januarja potekala spominska slovesnost v počastitev 81. obletnice poslednjega boja Pohorskega bataljona. Slavnostni govornik na prireditvi, ki jo je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica, je bil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. V svojem govoru ste poudarili na pomen spomina na Pohorski bataljon. Zakaj je v teh časih ta spomin še toliko bolj pomemben? Ja, res je. Obeleževanje spomina na te tragične dogodke, kjer je treba pogledati tudi z več zornih kotov. Da pravzaprav pomen te svobode, miru, junaštva, ki so ga prestali, pa človečnosti in pravičnosti današnje družbe, je še kako pomemben, da se spomnimo, kaj vse so ljudje dali za to, kar imamo danes. In ne samo to, da se spominjamo teh dobrih stvari, na katerih temeljimo našo zgodovino, spominjati se moramo tudi, kakor hočemo, tudi slabih stvari, da se ne ponovijo več in izdaje so pravzaprav zavržno dejanje. In kaj sta po spominski slovesnosti povedala župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica Borut Kruder? Prav je, da se na eni strani spominjamo tega tragičnega padca, torej teh herojev, ki so dali vse za dom, za domovino, na drugi strani pa gre seveda tudi za opomin. Opomin za to, da seveda svoboda, mir ni samo po sebi dano, to tudi vidimo danes. In posebej pomembno se mi pa zdi, da upam, da se to sporočilo prenaša tudi na mlajše rodove. Jaz mislim, da ko pogledamo okrog sebe, tisti boj, ki je bil tukaj, bil je boj v bistvu za preživetje, za slovenstvo. Ne glede na spore, ki jih zdaj pravijo, ki so nastali, ki jih vlečemo še 30 let, zatem ne moremo mimo tega. Ampak ljudje, ki nimajo te samobitnosti in se ne morejo nasloniti na ta svoja ognjišča, ki jih zagovarjajo skoraj vse tradicionalne države. Tudi mi jih moramo. Tudi Pohorci so jih in vedno jih znova. In to se je dokazalo tudi leta 1991. Če gledate v teritorialni obrambi, ki nišče zdaj ne govori, ampak govori o slovenski vojski, takrat je bistriško območje mobilizirano bilo skoraj 100%, je bil celi odred, 79 območno poveljstvo, 1500
teritorijalcev, ki so bili opremljeni, obuti, oboroženi. Nihče nam takrat ni vzel orožja, nam ga ni. Kulturni program je izvedel KUD Gaj Zgornja Poskava. Ob 81. obletnici padca pohorskega bataljona so v ponedeljek 8. januarja v Bistriškem gradu pripravili tudi spominsko akademijo. Osrednji govornik na prireditvi je bil podžupan občine Slovenska Bistrica Modest Motaln. Danes, 8. januarja, se v Slovenski Bistrici spominjamo dne, ki je globoko zasidren v naši zavesti. Zaznamujemo 81. obletnico poslednje bitke pohorskega bataljona na Osankarici, natančneje pri 3 žebljih na Pohorju. Dogodka, ki ni samo del naše lokalne zgodovine, ampak je bil prelomen v procesu oblikovanja naše narodne identitete in poti k samostojni Sloveniji. Borke in borci pohorskega bataljona so se borili za vrednote, kot so svoboda, enakost, solidarnost in pravičnost, ki so osrednje za našo skupnost. Te vrednote so bile temelj boja za boljšo prihodnost, temelj, na katerem smo zgradili našo državo. V današnjih časih, ko se soočamo s številnimi globalnimi in pa lokalnimi izzivi, je pomembno, da se spomnimo, kako zelo dragocene so te vrednote. Naša odgovornost je, da ohranjamo spomin na tiste, ki so se borili in padli za te vrednote. Dali so največ, kar lahko človeku da, svoje življenje. Dali so svoje življenja zato, da danes lahko živimo v svobodni pa demokratični državi. Njihova žrtvovanja nas opominjajo, da svoboda in pravičnost nista samoumevni, temveč sta rezultat trdega dela, odločnosti in poguma. Naše spoštovanje do te zgodovine mora biti aktivno, ne samo v besedah, temveč tudi spoštovani v dejanjih. Moramo se zavzemati za ohranjanje teh vrednot v našem vsakdanjem življenju, v naših skupnostih, v naših šolah in na delovnih mestih. To
pomeni, da moramo biti vedno pripravljeni stati za pravičnost, zagovarjati enakost in se zavzemati za svobodo misli in izražanja. Naj bo spomin na Pohorski bataljon navdih za nas vse, da nadaljujemo z njihovim poslanstvom in ustvarjamo družbo, ki spoštuje in neguje vrednote, za katere so se borili. V kulturnem programu so nastopili literarna sekcija Kutgaj Zgornja Poskava, mezzosopranistka Andreja Obrul, ki jo je na klavirju spremljala Neja Skrbiš, in mariborski oktet pod umetniškim vodstvom Špele Drašler. Januarja je minilo 21 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, ki je odigral eno najpomembnejših vlog v času slovenskega osamosvajanja. Kot predsednik Demokratične opozicije Slovenije, ki je leta 1990 zmagala na volitvah, si je aktivno prizadeval za izpeljavo vseh potrebnih korakov, ki so na koncu pripeljali do osamosvojitve leta 1991. Na dan obletnice Pučnikove smrti sta na njegov grob na pokopališču na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici delegacija Slovenske demokratske stranke, ki jo je vodil predsednik stranke Janez Janša, in delegacija občine Slovenska Bistrica na čelu z županom dr. Ivanom Žagarjem položili cvetje. Zbrane na spominski slovesnosti je nagovoril Janez Janša. Marsikaj, kar nam danes ni všeč, marsikaj, kar je v Sloveniji danes
nažalost posledica nedokončane tranzicije ima začetke v tistem času. In dr. Jože Pučnik je na lastni koži to občutil in bil praktično malo pred svojo smrtjo skoraj dobesedno potisnjen ponovno v pregnanstvo. Kljub temu, da je prišel pomagati svoji domovini v najbolj kritičnem času, kljub temu, da je prevzel vodenje Demosa, ki je demokratiziral in osamosvojil Slovenijo, ki je združil slovenski narod v tem čudovitem podvigu, v enotnosti spričano na plebiscitu. Kljub temu, da je nesporni oče slovenske države, je to državo malo pred svojo smrtjo ponovno zapustil in šel živeti v tujini. Jaz mislim, da je treba o tem veliko premišljati in ko o tem premišljamo, najdemo tudi vzroke za marsikaj, kar se danes dogaja. Na Zgornji Ložnici so pretekli petek v večnamenski dvorani podružnične osnovne šole Pohorskega odreda obeležili krajevni praznik, ki ga praznujejo 4. januarja v spomin na rojstni dan dr. Josipa Vošnjaka. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik krajevne skupnosti Zgornja Ložnica Marko Petrišič. V krajevni skupnosti smo se tudi lani kljub finančnim omejitvam trudili po najboljših močeh. Žal se nas doletela tudi huda neurja, ki so povzročila mnogo škode. Poškodovalo se je kar nekaj cest, ki smo jih in jih je še potrebno sanirati. V preteklem letu smo kot krajevna skupnost zaključili odseka cest na Zgornji Ložnici in v Gladomesu. Ščistili smo cestne jarke in prepuste, obrazovali drevje ob cesti po celotni krajevni skupnosti, gramozirali in asfaltirali krajši odsek ceste, za dom krajanov pa teče aktivnost za odkup zemljišča, izvedena je že bila parcelacija ter idejni projekt. Pripravili smo tudi božičkovanje za otroke. V letu, v katerega že globoko vkorakamo, imamo v planu nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo doma, popravljanje in asfaltiranje cest, izgradnjo pločnikov na Zgornji Ložnici in Gladomesu, izgradnjo čistilne naprave v Gladomesu, nadaljnjo splošno skrb za krajevno skupnost. Prioriteta pa je izgradnja avtomatske kurilne naprave na vodovodu na Kostanjevcu. In kot pravi etnolog Damjan Ovsec, za praznik vstopamo v območje igre nečesa, kar je dvignjeno nad vsakdanjost, zakone, čas in prostor. V kulturnem programu so nastopili otroci vrtca, učenci podružnične osnovne šole in vse sekcije KUD-a Lojze Avžner Zgornja Ložnica. Na zasneženih strminah je v teh dneh živahno. Na smučišča so se namreč že podali smučarji in drugi obiskovalci.
Policijska uprava Maribor ob tem znova poziva k strpnemu, varnemu in odgovornemu smučanju v skladu z mednarodnimi pravili in navodili o varnosti na smučiščih. Več o strpnosti in varnosti na smučiščih je v ponedeljek na Treh kraljih povedal policist smučar Tadej Čufar. V letošnji smučarski sezoni ponovno pozivamo vse smučarje, da se ravnajo vseh 10 FIS pravil, upoštevajo pravila, navodila, opozorila nadzornikov na smučiščih. Prav tako, če rečemo, da morajo smučati odgovorno, se ravnati po znakih, ki so postavljeni na smučiščih, upoštevati seveda morajo vseh 10 FIS pravil na smučišču, seveda morajo prilagoditi svojo hitrost svojim sposobnostim, znanjem smučanja. Prav tako moramo izpostaviti, da morajo bolj izkušeni smučarji paziti na šibkejše, to pomeni otroke in tudi tiste, kateri se še komaj učijo smučanja. Seveda pa na smučiščih velja, da ne sme biti prisoten alkohol, kakor tudi ne mamila oziroma druge psihoaktivne snovi ali zdravila. Izpostaviti velja tudi, da je obvezna uporaba zaščitne čelade za otroke do starosti 14 let. Seveda pa je priporočljivo tudi, da jo uporabljamo vsi odrasli smučarji, saj je na prvem mestu varnost na smučišču. Prav tako, če se obrnemo malo na statistiko, v letošnjem letu smo imeli že eno hudo telesno poškodbo na smučišču na območju PP Ruše, pa seveda 2 lahki telesni poškodbi, eno na območju PP Bistrica, eno pa na PP Ruše. Zdaj, če pogledamo na lansko leto, v lanskem letu smo obravnavali 8 nezgod na smučiščih, od tega je bilo 7 hudih, 1 pa lažja telesna poškodba. Seveda še velja omeniti, da ko se vračate iz smučišč, ravnajmo odgovorno, naj se ne vračamo v upitem stanju. Policisti na smučiščih predvsem preverjamo prisotnost alkohola, psihoaktivnih zdravil in drog. Dovoljeno je tako kot v cestnem prometu 0,24 mg na liter izdihanega zraka, ko se opravi preizkus z elektronskim indikatorjem alkohola. Obstaja potem skupna globa, to pomeni, kakor ko preizkušanec preseže 0,24 mg na liter izdihanega zraka, takrat je enotna globa 400 evrov. Prav tako pa skrbimo za javni red na smučiščih in splošno za varnost in premoženje ljudi. Prav tako, ko se smuča, ne puščamo vrednejših predmetov v vozilih, ker saj prihaja tudi do kakšnih vlomov vozila, pa prav tako moramo paziti na svojo smučarsko opremo, da je ne izgubimo oziroma da nam jo kdo ne odtuji. Za boljšo varnost na Treh kraljih skrbi tudi nadzornik smučišča Alojz Gostenčnik. Imamo trenutno usposobljene 2 smučarski progi, to se pravi Vlečenca Črno jezero in pa Veliki vrh. Tam imamo tudi novo posodobitev, 4-sedežnica. Vreme smučarske proge so odlične za smuko in tako da bom rekel, da v tem letu smo kar dobro začeli. Tu gre bolj, bom rekel, tako za manjše smučišče, več ali manj imamo to pod nadzorom. Tudi primerno so označene na vstopnih postajah, to se pravi otroci do 14 let je obvezna čelada. Če pride tudi kakšen, mogoče bo naredil eno vožnjo brez tega, da ga opaziš, ampak drugi vožnji bo imel sigurno čelado, ker tudi priporočam tudi za starejše. Kajti, bom rekel, mogoče, da jih pride 100 ali 500 smučarjev tukaj, mogoče še starejši smučarji, da najdeš tam po par ljudi, ampak večina pa imajo že praktično vsi varnostne čelade. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli torek gostili literarni večer z Nino Osenar-Kontrec. Priznana slovenska televizijska voditeljica in pevka je predstavila svojo knjigo V objemu življenja. Avtorica je napisala knjigo o trpki življenjski preizkušnji, ki jo je doletela kmalu po rojstvu sina.
Sindrom kronične utrujenosti jo je za 5 let prikoval na posteljo, zavedno pa je zaznamoval njeno dušo. Kljub bolezni je Ninina pripoved prežeta z ljubeznijo in je lahko vir motivacije in navdiha za bralce, ki se morda znajdejo na podobnih življenjskih prelomnicah. Kot je povedala v pogovoru z direktorico knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Patricijo Breznikar, je bila odločitev za pisanje avtobiografskega romana tudi terapevtske narave. Absolutno. Jaz sem v bistvu že zelo kmalu, takrat, ko sem zbolela in najhuje je bilo to, da pač nisem mogla skrbeti za svojega sina. Pravzaprav tudi nisem bila prvih nekaj let sposobna poskrbeti zase. Prvi 2 leti v bistvu mi je mož nosil hrano v posteljo, pomagal mi je na WC, pomagal mi je pod tuš, nisem si mogla sama oprati las, mi jih je enkrat na mesec prišla umiti moja mama. Gledala sem v bistvu, kolikor sem lahko sploh imela odprte oči, ker sem bila prvi 2 leti kot v takem grozljivem polsnu. Sem gledala v bistvu mojega malega fantka, kako odrašča pred mojimi očmi. Iz postelje sem opazovala njegov razvoj, tako da to je bilo res neskončno težko in zlagala bi se, če bi rekla, da se mi ni v teh 5 letih večkrat zlomilo srce. Ampak nekako je bilo treba zbrati moč in jaz sem takrat, ko so bile vse diagnoze napačne, ko mi zdravniki niso znali prisluhniti, da ne bo pomote, jaz zelo, zelo spoštujem zdravnike. Imajo res eno tako čudovito izobrazbo. Medicina je tako lepa znanost, ki rešuje življenja. Ampak dejansko so se v mojem primeru izgubili. Verjamem, da so mi želeli dobro in da so mi želeli pomagati, ampak nekako mi niso znali prisluhniti, nisem bila slišana. In zato sem se zelo kmalu odločila, da če bom preživela, da bom to izkušnjo zapisala. Zaradi tega, da bom nekako postala glas vseh tistih, ki niso slišani in razumljeni. Ker pri meni dejansko prva diagnoza, ki je vsem padla na pamet, je bila poporodna depresija. Čeprav sem jaz zbolela v bistvu dobrih 7 mesecev po porodu svojega sinčka. Ampak nekako nič drugega ni bila opcija za zdravnike. In bolj, ko sem jim jaz želela dopovedati, izčrpana kot sem bila, je bilo to neskončno težko. V bistvu prepričevati nekoga, da je s tvojim duševnim zdravjem pravzaprav vse ok, da so to konkretni fizični simptomi. Jaz sem imela zamegljen vid, občutek v pljučih, kot da mi je nekdo nasul žakelj peska, jaz sem se večkrat na dan dušila, nisem mogla normalno dihati. Skratka, ta utrujenost hromeča, ki me je priklenila na posteljo, grozljivi glavoboli, bolečine, mene so tako boleli prsti, kot da so zlomljeni. Skratka, je kupenih takih res konkretnih fizičnih simptomov, ki pa jih nihče ni znal nasloviti. Ko sem recimo takrat prvič v tisti začetni fazi, sploh ne vem, kako sem prišla do tistega nevrologa, mi je rekel, da pač zamegljenega vida ne more pojasniti, da naj si samo malo odpočijem. No in zato sem dejansko v bistvu je to, da bom nekaj napisala, to, da pride na plano spet to moje kreativno bitje v bistvu, ki tako očitno sem, ustvarjalno bitje, da sem se res usedla za računalnik in sem gledala tisti prazni ekran in vse me je bolelo, se spomnim, ker v bistvu, ko toliko časa ležiš, ti vse mišice atrofirajo. Tako da je bil kar velik izziv in potem v bistvu še stvoriti neke stavke, pride do stik nazaj s tem svojim besednim zakladom. Ampak, ko sem začela pisati in v bistvu prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem se usedla za računalnik, s čim bom začela, to svojo knjigo, ni bila ta trpka izkušnja, nisem si želela takoj začeti pisati o vsem hudem, kar me je doletelo, ampak sem si želela začeti knjigo s porodom mojega sinčka, ker to je, porod je najlepša izkušnja mojega življenja. In nekako je kar začelo liti z mene, vsa ta pozitiva, ta ljubezen, ta majestetičnost, v katerega je bil odet porod. Tako da v bistvu nekako nisem mogla verjeti, da
da kar sem v stiku s tem besednim zakladom, da kar v bistvu lahko pišem, a ne. In to me je potem vsak dan pomalo gnalo naprej, da sem pisala, zapisovala izkušnjo, niti si nisem naredila v bistvu nobenega scenarija, scenosleda, kako naj bi knjiga izgledala, ne, ampak sem kar pisala. Odbojkarice Slovenske Bistrice so uvodno tekmo novega koledarskega leta med drugoligašicami Soda Slovenije odigrale v domači športni dvorani. Na bistriškem parketu jim je nasproti stala druga ekipa Nove KBM iz Maribora. Mariborčanke, ki so bile favoritine tem srečanju, so to vlogo tudi upravičile. Po 4 odigranih nizih je bilo 3-1 za odbojkarice, ki so prišle iz štajerske prestolnice. To je bila naša prva tekma po kratki pauzi, tako da smo se najprej prvi set malo lovile, ampak smo se potem kar hitro nazaj uigrale in smo zadovoljne za tekmo. Tekma med bistriško in mariborsko ekipo ima vedno poseben naboj, ne glede na kakovost posamezne ekipe. Tokrat so srečanje bolje začele gostiteljice, ki so po zaslugi Škornikove povedle v prvem nizu 6-3. Vančekova je na mreži zaključila za vodstvo z 11-9. Sledil je prvi preobrat, za vodstvo Mariborčank 14-12 je poskrbela Kaja Gajšek. Varovanke trenerja Marka Pongračiča so nato povedle 19-18. Glavno vlogo do konca prvega niza pa je imela 14-letna debitantka Manca Lorber, ki je na začetnem udarcu stala kar za 5 točk. Na semaforju je bilo 24-18, ko so gostje naredile delni izid 4-0. Gostiteljice pa so za zmago v prvem nizu izkoristile 5. zaključno žogo 25-22 in vodstvo v obračunu z 1-0. Ja, meni je bilo ful fajn, ful smo se ujele z ekipo. V redu mi je bilo, ker smo pač dobro sprejemale, pa tudi napad je bil kar v redu. Želela sem čim več pridati ekipi, da čim boljše igramo, pa da čim bolj probamo zmagati, čeprav smo vedele, da bo to zelo težko za nas. V drugem nizu so prestavo višje predstavile Mariborčanke in že takoj v uvodu niza potrdile svojo kvaliteto. Domači zasedbi so prepustile v tem delu igre samo 14 točk. Dobro je v tem nizu za poravnavo na 1-1 odigrala Lira Pukl Verdel. Če imamo dober sprejem, potem zatem ponavadi tudi pride dober napad in danes smo tudi kar dobro servirali. V tretjem nizu so Mariborčanke odlično izkoristile svojo višino za blok, zaključni udarec ter igro dobrega servisa, ki jim je prinesel vodstvo 18-8. Rajhova je v tem nizu dosegla 11. točko za domačo vrsto, to pa je bilo tudi vse, kar so lahko gostiteljice postorile v tretjem nizu. Po dobljenem tretjem nizu so varovanke trenerja Sama Miklavca še siloviteje krenile v četrti, že odločilni niz. Odbojkarice v belo-črni športni opremi so na svoj konto zapisale le 12 točk in tako tekmo izgubile z 1-3. Mi smo zdaj pomladili ekipo, da se igrajo 2, ki sta še, oziroma 3 devetošolke v drugi ligi, tako da za neki, bom rekel, krst je bilo zelo solidno, so pa one občutno boljše, više, mi moramo vse narediti prav, ona dela nekaj s pomoči pri tej višini, pa sem zadovoljen. Bistriška zasedba igralk je na tem srečanju ostala brez pomoči do včeraj najboljše igralke kluba Mije Sagadin Pristonik. Ta je po 6 letih uveljavljena v bistriškem klubu zvestobo sedaj naprej obljubila ekipi iz sosednjih Zreč, ki prav tako igra v drugi slovenski ligi Vzhod.